ubiraj se, pozno sva. A to je muzej, v katerem so dinozavri? Ne, to je tisti muzej, v katerem je staro kolo. Pa kaj bi starim, če imamo nove? Joj, ti si pa res zabaven. Ja, se še sam hecam, greva. Sodelovanje, skupnost, ideje, ustvarjanje. Življenje v času koliščarjev ni bilo lahko. Trdo delo in sodelovanje vseh je bilo potrebno, da je bila vas uspešna. Kolo, deblak, glinen vrč, sekira, puščična ost, če naštejemo le nekaj predmetov, ki so jih koliščarji izdelovali in s pridom uporabljali. Brez teh in še kakšnih drugih predmetov bi bilo življenje ljudi v tistem času bolj zapleteno. Ne predstavljam si življenja v hiši brez vrča. Mene je izdelala ženska, ki je bila žena poglavarja v vasi. Ko me je prinesla v hišo, so me vsi občudovali, tako lepo me je okrasila. Bila je izredno spretna izdelovalka posodja. Vsi v vasi so hodili k njej po nasvete. Kmalu je učila poleg svojih še druge otroke teh spretnosti. Mi ne verjamete? Lej poglejte v vitrino. No, ste? Na tistih najmanjših posodicah se mali prstni odtisi otrok še danes vidijo. Ravno ti mali prsti pa bi bili zame nekoč usodni. Kakšna nesreča bi se lahko zgodila? Mlajši otrok me je vzel in želel z mano do potoka, da bi prinesel nekaj sveže vode v hišo. Vendar, ker sem bil zelo težak, sem mu padel iz rok in če ne bi bila njegova mama tako hitra, bi padel po tleh in se razbil. Na sreče se to ni zgodilo in tako sem preživel še mnogo let potem. Moj spomin je bolj slab, je le minilo več 1000 let. Toda nekega dne se spomnim, so me odkopali iz zemlje in me očistili. Ves čas so bulili vame in se nekaj pomenkovali. Nato pa sem pristal na polici na razstavi. Moram reči, da sem v muzeju zelo zadovoljen. Lepo skrbijo zame, pa tudi obiskovalci me občudujejo in hvalijo. Ni slab občutek.
Kakšno je življenje muzejskih predmetov? Nas boste vprašali? Ja, nekateri so zadovoljni, spet drugi nismo. Nekateri smo imeli prej veliko bolj razburljivo življenje. Nekoč sem bil lepo mlado drevo med drugimi drevesi. Nekega dne so prišla čudna, napol kosmata bitja in začela udarjati po meni. Omedlel sem, kasneje sem se zbudil v vodi. Postal sem debelak. Življenje čolna ni bilo slabo, všeč mi je bilo, da sem drvel po vodi. Nato se je nekega dne zgodilo bum! Dolgo časa sem preživel pod vodo in se pogovarjal z ribami. Ko sem tako užival, so nekega dne prišli arheologi in me dvignili iz vode ter odnesli v muzej. Tu v muzeju je dolg čas. Pogrešam brzice in hitro življenje čolna. Nekoč, že zelo dolgo tega, sem bil del visokega in čvrstega hrasta. Stal sem sredi gozda in opazoval, kaj so koliščarji iz bližnje vasi počeli. Hodili so na lov, nabirali gozdne sadeže in sekali drevesa za gradnjo hiš. Udrta drevesa so s težavo vlekli do svoje vasi. To je bilo res naporno. Videl pa sem tudi, da je nek koliščar razmišljal, kako bi jim olajšal premikanje teh podrtih dreves. Iz majhnih koščkov lesa je izdelal modelčke dvokolesnega voza. Za kolesa je uporabil različne oblike, toda nič ni delovalo. Potem pa se je domislil: sonce, krog, to bo to! Izdelal je modelček z okroglimi kolesi in res, deloval je. Premikal se je z lahkoto, zato se je tudi lotil prve izdelave voza. Takrat pa se je moje življenje hrasta končalo. Posekali so me s kamnitimi sekirami, da bi iz mene izdelali dele voza. V koliščarsko vas sem prinesel veliko spremembo in velik napredek, ki ga uporabljate še danes. Spomnite se na mojo zgodbo, ko pridete naslednjič v Mestni muzej Ljubljana pogledati najstarejše leseno kolo z vasjo na svetu.